Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot ponavadi ustavili pri 4 različnih temah. In ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice navedene v samem opisu. Kot verjetno že dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar na določeno novico. Tako, tudi tokrat smo prav na hitro ponovili ta malce drugačni format, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Prva današnja tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 13. aprila na spletnem portalu Planet F1. Tu lahko preberemo mnenje Ralfa Schumacherja, ki trdi, da bo Max Verstappen prestopil k McLarenu. Logično je, da pri Red Bullu z napovedanim odhodom Lambiaseja nima več nikogar, ki bi ga zadržal. Ampak Schumacher trdi, da bo McLaren zapustil Piastri in da bomo imeli vozniški par Max Verstappen - Lando Norris. Najprej je treba dodati, da bo Giampiero Lambiase k McLarenu prišel komaj leta 2028. In zanimivo bi bilo videti, kakšen vozniški par bi bil Lando Norris - Max Verstappen. Ampak meni osebno se zdi malo verjetno. Če pri McLarenu preferirajo Norrisa, mu zagotovo ob bok ne bodo dali Verstappena. Ta je znan po tem, da svoje moštvene kolege dobesedno uničuje. In dvomim, da je Lando na takšnem psihičnem nivoju, da bi mu lahko pariral. Ampak gre za moje mnenje, kot je tudi mnenje tisto, kar je povedal Ralf Schumacher. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi se pa spustimo k drugi današnji temi. V naši drugi današnji temi se bomo ustavili ob novih pravilih Formule 1. Citiral bom 3 članke, vsi trije so bili objavljeni na spletnem portalu motorsport.com 13. in 15. aprila. Tu smo lahko prebrali, kako je Stefano Domenicali po svoje zadovoljen s tistem, kar je videl na prvih 3 dirkaških vikendih. Poleg tega trdi, da Maxa Verstappena in njegove kritike je treba poslušati. Nico Rosberg je zopet eden izmed tistih, ki gredo malce nasproti toku in trdi, da nova pravila v Formuli 1 niso tako slaba, kot nekateri trdijo. A tu je zopet treba dodati nekaj pomembnega. Razumeti moramo, kje dela posameznik. Stefano Domenicali zagotovo ne bo odkrito kritiziral novih pravil. In treba je tudi razumeti nekaj, da optimist vidi kozarec na pol poln, pesimist pa na pol prazen.
Situacija v resnici je pa enaka v obeh primerih. In tu velja dodati, da pravila kot taka, kar se strinjajo vsi, rabijo popravke. Seveda, kakšne bo pokazal še čas. A razumeti moramo, da tisti, ki trdijo, da je vse slabo in vse zanič, morda tudi nimajo prav. Treba je biti seveda malce optimista in tudi malce pesimista. Drugače ne pride do sprememb v pravo smer. A videli bomo tudi tokrat, kaj nam nekako bo prinesla prihodnost, mi se pa spustimo k tretji današnji temi. V današnji tretji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 14. aprila na spletnem portalu GP Blog. Tu smo lahko prebrali, kaj je za Charlesa Leclerca najtežje v celotnem dirkaškem vikendu. Verjeli ali ne, tistih 20 minut od trenutka, ko pripelje bolid na štartni razpored do štarta. Seveda v teh 20 minutah voznik zapusti svoj bolid, ima še tiste zadnje pogovore z inženirji ter vodji ekipe in seveda opravi tiste dolžnosti do pokroviteljev ter da še marsikateri intervju. Prav v tem izjemno kratkem obdobju se nekako voznik sprosti in nato se mora ponovno zbrati, seveda za dirko za veliko nagrado. In to so po mnenju Charlesa Leclerca najtežji trenutki v celotnem dirkaškem vikendu. Sedaj po svoje lahko razumemo, zakaj je Martin Brundle tako nepriljubljen med vozniki Formule 1. On je eden izmed tistih, ki tik pred štartom dirjajo po razporedu gor in dol ter skušajo dobiti še zadnja mnenja, zadnje izjave. V trenutku, ko se voznik poskuša zbrati, pride nekdo, kot je Brundle, ter mu pod nos moli mikrofon. In poleg tega ne smemo pozabiti še na kopico tako imenovanih zvezdnikov, ki se kažejo na štartnem razporedu, ampak bolje bi bilo verjetno, da jih tam sploh ne bi videli. In tu dajem prav Charlesu Leclercu. Marsikdaj se gre predaleč s tem, da moramo mi doma kot publika videti dobesedno vse. Vsaj pred štartom dirke bi lahko voznikom enostavno dali mir. Če dobi kdo neprijazno izjavo, si jo je dobesedno iskal. In upam, da od danes naprej ne bomo več toliko krivili voznike, da so tečni. Tečni so tudi oni, ki želijo od njih izjave v verjetno najmanj primernem trenutku. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec, pa kot običajno, tista malce bolj postranska tema. 14. aprila na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko brali razmišljanje Franka Nunesa o tem, kako pri Ferrariju delajo na vso moč glede razvoja pogonskega sklopa. Imamo 3 ali 4 odstavke, ki nam govorijo o tem, kaj čaka skuderijo v naslednjem časovnem obdobju. Težava je, da v nadaljevanju pride avtor do zaključka, da pravzaprav do velike nagrade Belgije kakšnih novosti vezanih na pogonski sklop ne bo. Tudi če jim dajo
tisto možnost preko pravilnika A-duo. In tu bi vas rad spomnil, da sem pred enim dnevom napravil prispevek, ki govori dobesedno isto. Priznam vam tudi, da tega članka nisem videl, a prišli smo do podobnih zaključkov, kar daje razmišljanju še posebno vrednost. Sam sicer dvomim, da bomo videli novosti na Ferrariju na veliki nagradi Belgije, ker je za njih tradicionalno bolj pomembna velika nagrada Italije. Ampak to ni tako važno. Sam sem trdil, da bliskovitih razvojnih manevrov ne bo, ker jih ne more biti. Avtor pa na začetku članka obljublja nekaj, kar potem v nadaljevanju dobesedno zanika. Ne moreš obljubljati neke novosti v čim krajšem času, če je prvi logični termin velika nagrada Belgije. Takrat bi bilo lahko, kar se tiče svetovnega prvenstva, tudi že marsikaj odločeno. Ampak publika, predvsem navijači Scuderie Ferrari, si želijo, da bi bilo takoj boljše in razumem jih. Ne razumem pa novinarjev, ki jim nekaj obljubljajo in takoj zatem na rahlo prikriti način zanikajo. Bolje je resnico povedati takoj, v obraz, tudi če lahko nekoga zaboli. A to je kot ponavadi moje videnje in moje mnenje. Tudi danes smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.